Pozdravljeni. Danes bomo skušali ugotoviti, zakaj se nekateri vozniki v svetovnem prvenstvu Formule 1 obnašajo enostavno kot razvajeni potručaji. Lahko bi dejali, da nek povprečni navdušenec Formule 1 krivi razmerje med termičnim delom v pogonskem sklopu Formule 1 in predvsem tistim odstotkom, ki ga zaseda električno-hibridni del. Namreč po mnenju tudi nekaterih voznikov so sedanji bolidi Formule 1 preveč odvisni električno-hibridnega dela, predvsem od polnjenja baterij za električno-hibridni del. In tu se lahko ustavimo, na primer pri izjavah Charlesa Leclerca, ne smemo pozabiti na Landa Norrisa in na koncu je na vrsto prišel tudi Max Verstappen, ki je še posebej kritičen. Ampak bodimo iskreni, kdaj Max ni bil posebno kritičen. A dejstvo je morda skrito nekje drugje. Vidimo izjave tistih, ki ne zmagujejo. Mene bi zanimalo mnenje, na primer Andreja Kimija Antonellija, ki ima Mercedesa W17, s katerim je zmagal dve veliki nagradi, ampak kjer ni slišati nekih odprtih kritik glede novih pogonskih sklopov. Vsaj jaz jih nisem zasledil, lahko da so. In treba je povedati, da tisto, kar je izjavil Lando Norris, ni nič novega. Poglejmo si seveda njegovo izjavo iz pravkar končane velike nagrade Japonske. Tu je seveda povedal, da je moral biti izjemno pazljiv v boju z Lewisom Hamiltonom, da ga ne bi prehitel in ostal brez baterije in seveda tako lahka žrtev v naslednjem delu proge. Kar je seveda res. A težava je nekje drugje. Nek majhen, nepomemben Simon Jazbec je o podobnem primeru govoril na svojem skromnem kanalu 13. decembra leta 2025. V prispevku, kjer sem opisoval težave v prehitevanju, ki nas čakajo prav v tej sezoni, sem omenil tisto, kar na to ugotavlja svetovni prvak Formule 1 v sezoni 2025. Sedaj odpirajo se lahko razne možnosti. Ali sem slučajno zadel tisto pravo razlago? Ali sem pravilno analiziral dejstva, ampak zanimivo je, kako sem prišel do pravega zaključka pred praktično večino ostalih, ki sedaj se pritožujejo v medijih. A tu ne smemo pozabiti na nekaj. Da pritožujejo se predvsem tisti, ki so zadaj in ne oni, ki so spredaj. Torej, lahko bi govorili, da imajo tu veliko težo tudi osebne frustracije posameznika. Lando Norris zagotovo ni v taki formi kot lani. Max Verstappen je daleč v ozadju in tudi Charles Leclerc pride na zmagovalni oder, ampak daleč za onimi, ki so zmagovalci. In tu se seveda lahko začnemo spraševati, ali je res odstotek električno-hibridnega dela tisti glavni krivec.
Najprej je treba razjasniti nekaj. Razmerje med termičnim in električno-hibridnim delom ni 50-50. Ni niti približno 50-50, ampak je približno 55-45. In čeprav se bo to komu zdelo skorajda eno in isto, v resnici ni. Med termičnim in električno-hibridnim delom obstaja razlika približno zaokroženo 10%. Ampak mnogi bodo dejali, da kliping, ki ga vidimo na progi, ko bolid na ravnini upočasnjuje, ni formula 1. In tu je treba povedati, da je nekaj novega. Ampak zavedati se moramo, zakaj imamo tako širok odstotek, kar se tiče moči na električno-hibridnem delu. Ne gre za neke zahteve okoljevarstvenikov ali podobnega. Gre za reševanje težave, ki so jo vrli politiki ustvarili drugje. Da imamo tako velik odstotek, kar se tiče električno-hibridnega dela v pogonskem sklopu, je vse krivda nove tipologije goriva. Namreč nihče se ni vprašal, zakaj pri skorajda nespremenjenih termičnih motorjih z notranjim zgorevanjem imamo toliko manj moči. Seveda, predvsem zaradi tega, ker sintetično in biološko gorivo nima toliko energije v sebi. In poleg tega, da so zadeve hočeš nočeš znosne, je bilo treba še povečati učinkovitost. In ko nekdo izvaja tisti clipping, v bistvu dviguje učinkovitost, kajti manj energije, malce smešno, tako gre v nič. A verjamem, mnogim ni všeč, ker jim enostavno niso razložili, zakaj gre. Ampak pritoževati se je seveda enostavno. Glavno je, da ko je bil čas, ko smo imeli priložnost kaj reči, so bili vsi glavni akterji lepo tiho ali pa so v praktično nekih zaprtih krožkih povedali potihem svoje mnenje, ki ga seveda nihče ni upošteval. A dejstvo je nekje drugje. Vemo, po incidentu med Bermanom in Colapintom bo FIA morda pregledala celoten pravilnik, ampak vprašanje je, kako so v preteklosti ravnali, ko so na progi imeli hitre bolide in tudi počasne. Je bilo tudi takrat nekako potrebno spreminjati pravila, ali so pa morali to tveganje vzeti za samo po sebi umevno. In tu verjetno marsikdo se začenja spraševati, v kakšno smer pluje Formula 1. Ali res postaja video igra, kjer z nekim bonusom lahko prehitiš kogarkoli. Formula 1 postaja tisto, kar si želi publika. In mnogokrat sem bil kritičen. Dejal sem, da število prehitevanj še zdaleč ne pomeni dobre dirke. Važna je kvaliteta in ni toliko važna kvantiteta. Ampak tudi takrat nihče izmed vas ni rekel absolutno nič. Ne da imam prav, ne da se motim, enostavno ste me prezrli. In podobna je bila zgodba v Monaku, ko so zapovedali 2 postanka. Mnogi so kričali, da bo dirka tako boljša. Videli smo lani. Tisto je bila prava bedarija, kateri so se odrekli takoj, ko se lahko. Ampak tokrat so zadeve malce na višjem nivoju. Ne da se čez noč obrniti zadev.
In treba bo marsikateremu navdušencu tudi razložiti, zakaj gre v Formuli 1. Čeprav mnogi komentatorji drugega kot to, da še podpihujejo tiste izjave, ki jih slišimo pri frustriranih šampionih, ne naredijo nič drugega. In tu seveda se sedaj odpirajo nova obzorja. Ali želimo Formulo 1 razumeti, ali pa želimo samo izražati naše frustracije na podoben način, kot tisti, ki v tem trenutku ne zmaguje. Izbira je vaša. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.